obiskovalci, dragi naši gostje. Tik pred Božičem, pred najlepšim časom v letu, v času, ko se odpirajo naša srca, ko si podarjamo roke, izrekamo lepe želje, v tem času se v našem domu srečujeta dve generaciji. Mladost in starost, ki prinaša zrelost in izkušnje. Mladost z vso svojo energijo, radostjo in iskrivostjo. V tem času so dijaki srednje zdravstvene šole odprli svoja srca in nam ponujajo roko, da se skupaj v programu poveselimo in da se skupaj radostimo času, ki prihaja. Toplo jih sprejmimo, pozdravimo še z enim aplavzom in jim prisluhnimo. Želimo vam srećan
Obenem pa tudi je ena pomembna stvar, da vaš dom starejših sodeluje z našo šolo. To pomeni, da od tega leta, se pravi, tudi naši dijaki tukaj v vašem domu pridobivajo nova znanja. Zato smo vam tudi zelo hvaležni, da ste dovzetni za nas, da razumete to mladino,
ki nekako pridobiva znanje, ki se druži z vami, ki prihaja med vas in upamo, da bomo tako naprej sodelovali tudi v prihodnje. Naslednje pesmi, ki jih bomo še odpeli, so namenjene vam, kot tudi nam. To pomeni, da bomo skupaj zapeli, zato vas vabimo, se pravi, da z nami zapojete teh nekaj ljudskih cerkvenih pesmi. najlepšo božično pesem Sveta noč. Yeah.
še malo poprašamo gospoda dirigenta, kdo je, kako je ta pobuda nastala, kje ste že danes bili, kam bo si še šli, kaj imate načrtu za naprej. Koliko prvo informacijo je to je magister gospod Jakšič, poučuje na zdravstveni šoli, dela tudi v bolnici in kot privatno dejavnost pa še pevovodja. Se prav povedal. No, da je nastala ta pobuda kolednikov oziroma pevcev za božične praznike? Ja, hvala lepa. Moram povedati, da na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota že 7 let imamo tradicijo tega božično-koledniškega zbora. Nam je v veliko veselje tudi to, da smo edini srednješolski koledniški zbor. Kaj pa namen, se pravi, našega petja? Dejansko v tem, bomo rekli, adventno-božičnem času obiskujemo tako domove za starejše občane, kakor tudi osnovne šole, tudi danes smo že bili na osnovni šoli, in pa tudi, bomo rekli, vsakemu človeku dobre volje. Tako da moram povedati, da v tem božičnem času zelo različno ljudje doživljamo ta čas. Bomo rekli, smo tudi nekako bolj čustveno smo občutljivi. Nekateri ljudje bodo v tem času dobili darilo, nekateri ljudje bodo pa ostali brez. In ravno z tem namenom smo rekli, da bomo zapeli pesem ljudem, da bo to naše darilo njim v tem času. Zato smo danes bili tudi že na Trgu Zmage, se pravi v Murski Soboti, in smo dejansko namenili naše petje vsem ljudem, ki so nekako šli mimo, in to je bilo naše darilo njim. Tako da, kot sem že povedal, na naši šole, naši dijaki, 40 jih je celo, moram povedati, da to je prvo leto, ko imamo tako velik zbor. Začeli smo zelo malo skupino, danes po 7 letih jih je toliko. Še en aplavz za... Ob tem bi še želel povedati tudi kot mentor, kot srednješolski profesor na Srednji zdravstveni šoli, kako malo je potrebno, da naše dijake, našo mladino nekako združiš, da nekaj z njimi delaš, da potem z njih tudi nekaj nastane. Mi smo se začeli družiti že nekako meseca novembra, smo se dobivali enkrat tedensko in prepevali božične pesmi. Z tem namenom, da potem to pesem in to darilo potem damo vam, vsakemu človeku dobre volje. Naj povem tudi to, da danes smo, se pravi, prišli z Murske Sobote, že tam smo imeli 3 nastope, sedaj nas čaka še Dom starejših Lendava, tudi njih bomo obiskali, in potem še socialni zavod Lukavce. To je za današnji dan program. Kaj pa za naprej? Za naprej, v naslednjih dneh moram povedati, da že itak čez cel teden potekajo aktivnosti na naši šoli, tako da, se pravi, jutri pouka nimamo, tako da ne bomo imeli kakšnega programa, bomo pa razmišljali za naslednja leta. Koliko se bo tudi šola zelo napredna za takšno dejavnost? Ja, moram povedati, da na naši šoli imamo več dejavnosti, imamo celo 2 zbora, eno pevsko skupino in pa tale božični zbor. Skupina deluje čez celo leto, božični zbor pa samo v tem času. Tako da šola je naklonjena temu, imamo podporo in upam, da bomo nadaljevali s tem. No, še ena informacija, to lahko povem, gospod je predsednik pomurskih izobražencev, katoliških in drugih, in je predsednik tega društva, je to funkcijo prevzel letos, tako da tudi v tem spisu rabi naš podporo. En aplavz. Ta posnetek bo na televiziji Exodus, gospod je posnel in potem bo se to lahko videli danes ali pa na sam božični dan preko televizije Exodus. Jo boste tudi dobili eno zgoščenko, tako da boste imeli potem za spomin, pa lahko ste tudi založite. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa.
dragi naši gostje, dragi sodelavci, če si drznem za zaključek tako velem stavku zaokrožiti, z odprtimi srci, z ljubeznijo, z roko v roki, zmoremo se. Hvala vam. Drage gledalke, dragi gledalci, z nami je gospod Miha, ki je v tem dobu zaposlen kot tehnik zdravstvene nege in je pripravil tudi te jaslice tukaj za vse negovalce. Kakšno sporočilo ste želeli dati s temi jaslicami, s to postavitvijo in kako bi vi to nam na kratko razložili? Torej, jaslice predstavljajo, jaslice povezujejo ljudi po vsem svetu. Na svetu obstaja veliko različnih jaslic. Torej, predvsem zdaj, če greva malo po tej panorami tukaj, kaj ti so ozadje pomeni, kako se potem to vključuje v slovenski prostor? Ja, za ozadje sem uporabil puščavo, kot judovsko puščavo, ki potem prehaja v slovenske motive, to recimo kot dva potoka, ognjišča in pa kamenje. Se pa to je malo povezava z Sveto deželo, pa tudi slovensko panoramiko, slovenskim prostorom. Kaj pa same jaslice, kako pa ste to zamislili, ker je samo so 4 temeljne figure, ne? Ja. Dete, Marija, Jožef in pa zadaj dva vola. Zakaj je tako malo, ali je to samo fotokopija, opisa evangeljskega, ali je to vaša ideja? To zdaj trenutno je moja ideja, kasneje še tudi pridejo 3 kralji zraven, tako da bo se potem kasneje malo tudi popolnila sama. Kakšne misli so vas spremljali, ko ste postavljali te jaslice? Za jaslice predstavljali so predvsem, ko bi na svetu bil mir, ki ga tako ali tako ni. Same misli pa so tudi bile usmerjene v to. To je pristno krščansko sporočilo, pa tudi vaše osebno sporočilo teh jaslic.
Gospod Miha, hvala za to razlago in pa naše čestitke za vašo postavitev. Hvala tudi vam. Z nami je gospod župnik v Beltinci, gospod Aleš Benkovič, tudi škofijski ekonom. Najprej, gospod župnik, par podatkov o Beltinski župniji, kdaj je nastala, kako je velika in pa malo tudi duhovne poklice, če lahko poveste, koliko je te župnije. Za začetek. Nekaj osnovnih podatkov. Torej, naša župnija ravno v letošnjem letu praznuje okrogli jubilej, to je 250-letnico ustanovitve, se pravi 1760. leta je bila ustanovljena v takratnem okviru Zagrebške nadškofije. Šele pozneje, ko so bile v jožefinske reforme, je to področje spadalo pod Novo Sombateljsko škofijo. Tako da smo letos praznovali ta okrogli jubilej. Glavno praznovanje smo imeli na Patrocini, se pravi na god zavetnika svetega Ladislava. Konec junija slovesnost je vodil murskosoboški škof ordinarij, tudi domačin. Monsignor dr. Peter Štumf je naš domačin, se pravi doma iz Beltinec. Ravno zdaj pred par dnevi smo končali tudi župnijski misijon, ki smo ga imeli v okviru 250-letnice, ki so ga vodili patri kapucini. Pater Vinko Škafar, pater Matej Nastran in pater Primož Kovač so bili kar 10 dni tukaj v župniji navzoči kot misionarji. Tako da je to spadalo nekako v to jubilejno leto. No, Beltinska župnija, mislim, da je ni treba posebej predstavljati, ker je znana daleč okrog po Sloveniji kot župnija, ki je dala cerkvi na Slovenskem ali pa, bom rekel, kar celo tako cerkvi v svetu ogromno duhovnih poklicev. Torej, duhovnih poklicev je, če štejemo redovniške in duhovniške, daleč čez 100, pa verjetno čez 200 še. Torej, trenutno živečih duhovnikov iz naše župnije jih je še 27. Sem omenil že škofa ordinarija, monsignore dr. Petra Štumfa, ki je tudi iz naše župnije, tudi pater Janez Raka je iz naše župnije, ki je bil dolgo časa na Radio Vatikan, in pa še torej, mnogo drugih duhovnih poklicev. Prav tako bi izpostavil misionarske poklice. Bilo je iz naše župnije zmeraj dosti misionarjev, Beltinska župnija trenutno, mislim, da so 3, torej misionari, 4 živeči, ravno gospod Horvat, ki je bil v Burundiju, se je vrnil zaradi bolezni domov. Torej, Janez Mujdrica je bil letošnje leto doma na dopustu, se je vrnil nazaj v Zambijo. Prav tako je v Indiji Marija Sreš. Ravno danes sem zvedel, da se nekako konec februarja tudi vrača domov, ker ji vize ne podaljšajo. Tako da je to, in pa Jože Mlinarič. Tudi on je trenutno doma na rehabilitaciji po tisti poškodbi in operaciji noge, ki jo je imel, ampak se tudi vrača nazaj v Afriko. No, gospod župnik, kako vam je uspelo Caritas, ki je ena od 3 temeljnih dejavnosti cerkve, tako močno vgraditi v župnijsko pastoralo? Ker ta dom je v bistvu največji del za Caritas, ne? Tako. Torej, osnovna dejavnost, ena od osnovnih dejavnosti, kot ste poudarili, je tudi dejavnost Caritasa, ki je bila v Beltinski župniji zelo dejavna. Že od ustanovitve Caritasa naprej tam v 90-ih letih. Bila je ena prvih Caritas, ki se je ustanovila v okviru takratne mariborske škofije
in sta se predvsem gospa Milka Kavaš in pa Jože Kavaš, takratni župan, zelo dejavno vključila v dejavnost Karitasa. Torej pomagala sta ogromno ljudem, predvsem beguncem iz takratne torej bivše skupne države Jugoslavije, ki so bivali ravno na tem mestu, kjer smo zdaj. Kajti na tem mestu je stala osnovna šola, torej stara osnovna šola, ki je bila prej župnijska last, potem je bila nacionalizirana in v denacionalizacijo je župnija dobila vrnjeno. In so bili tukaj postavljeni zasilni prostori, v katerih je bivalo včasih tudi do 50 ljudi, torej 50 beguncev. Tudi organiziranje je bilo takrat ogromno humanitarne pomoči, predvsem iz Zahodne Evrope, torej prav preko Beltinec v Bosno, v takratno bojišče, da ne rečem tako. No in bila je torej Karitas takrat zelo dejavna. Ko sem prišel leta 2001 sem za župnika, je bila že navzoča ideja o tem, da bi Beltinci, glede na to, da je beltinska župnija recimo tam okrog 7000 ljudi velika, da je to kraj ali pa področje, ki bi lahko imelo svoj dom. In smo začeli razmišljati o lokaciji doma, seveda vsi smo se takoj strinjali, da je to lahko tukaj na tem mestu, kjer je bila ta stara šola vrnjena župniji. In prvi načrti so bili taki, da bi torej šli v sanacijo stare šole in pa prizidek, novi prizidek. Vendar je bil takojšen izračun, da je to nesmiselno, da bi bilo to predraga investicija. No, potem smo poskušali torej v okviru župnije smo ustanovili zavod Svetega Cirila in Metoda, s katerim smo se javili na razpis za koncesijo. Prvič smo poskušali, pa ni bilo uspešno, pa drugič tudi neuspešno. No, tretjič smo uspeli, mislim, da je bilo to leta 2006, junija 2006, proti koncu leta 2006 smo podpisali koncesijsko pogodbo, tako da že prej smo tudi začeli z pripravami za načrte, za gradnjo in je bila potem, torej stvar je stekla in je bil dom zgrajen in predan namenu leta 2008. Dom je torej tesno povezan z župnijo, tudi torej pastoralna dejavnost župnije se vključuje v domu, imamo tukaj torej mašo, redno molitev dnevno, sestra je do letošnjega leta, pa tudi sedaj še, torej prinašala mnogim bolnikom obhajilo. Od letošnjega avgusta je v domu stalno naseljen tudi duhovnik, je obenem tudi duhovni pomočnik v župniji, tako da pomaga tam in pa tukaj ogromno stvari opravi. No in kako so to ljudje sprejeli, kako razumejo ta novi pristop v pastoralo? No, jaz moram povedati, da v redu, sicer to je tako, ne, tako kot povsod se najdejo ljudje, ki mislijo, da to ni dejavnost, osnovna dejavnost cerkve, ampak moram povedati, da se je pokazalo, ko primerjam tudi z drugimi domovi, da ima ta dom neko dušo, da ima ta dom nekega duha, da vlada tu eno pravo družinsko ozračje, kar je seveda, bom rekel, delo vodstva tega doma, ki se trudi še prav posebej na tem področju. No, kako pa si predstavljate to delo v prihodnosti? Na kaj boste še posebej dali poudarek ali pa kakšne nove stvari boste še uvedli na celotnem področju Karitasa, ne samo dom? Torej, na celotnem, zdaj, če je to lahko delo Karitasa, lahko govorim o kompletnem delu župnije, ki se je že, bom rekel, tudi razširila na nekatera druge dejavnosti ali pa sprejela v pastoralo druge dejavnosti, naprimer v istem okviru Zavoda Svetega Cirila in Metoda deluje tudi glasbena šola. V župnijskem domu čez 200 učencev ima ta glasbena šola, ki ima, torej je javno priznana, se pravi dobijo učenci veljavno diplomo. Prav tako imamo v načrtu tudi za najmlajše, se pravi vrtec. Želimo, da bi v okviru župnije deloval tudi župnijski vrtec. Po prvih takole tipanjih okrog moram povedati, da je zanimanje zelo veliko. Torej, dosti staršev se zanima in bi torej svoje otroke dali v župnijski vrtec, kjer je
seveda zopet bom dejal takole, ena široka paleta dejavnosti, pastoralne dejavnosti župnije. Je pa res, da je Beltinska župnija takole zelo tradicionalno verna. Torej, če bi povedal številke, po teh številkah dosti nedeljnikov ima župnija, prav tako po prejetih obhajilih, drugih zakramentih, da je versko zelo dejavna. Je pa problem to, kar ste ga vi načeli, kar v zadnjem času v Cerkvi na Slovenskem se več govori, se pravi ta prehod od tradicionalne k osebni veri. Na tem področju pa mislim, da bo potrebno sedaj napeti vse sile in delati prav v tej smeri. In delo v domu, bom zdaj vzel našo župnijo, v domu, v glasbeni šoli, vrtcu, torej osebni stiki, zakonske skupine, torej delo v okviru župnije, potem bravci, torej absolutno redni veruk, ampak tudi druge skupine, delavnice molitve, dela in življenja, potem še biblične skupine, še druge skupine, ki delajo v okviru župnije. Se pravi, se zbirajo te skupine, kjer se poglablja vera. Da tradicionalna vera ostane, ampak da se preide k osebni veri, k osebnemu poglabljanju krščanstva. Gospod župnik, hvala za to izčrpno poročilo o župniji, pa še kdaj. Ja, hvala lepa tudi vam. Pa vam želim vesele pa blagoslovljene božične praznike. Enako tudi vsej župniji. Smo v kapeli doma Janka Škrvana, z nami je duhovni pomočnik v župniji in pa gost tega doma, gospod France Kodela, do sedaj, do lani, oziroma letos, do avgusta, župnik v Polani, kjer je skrbel za grob našega svetiškega kandidata, božjega služabnika Halasa. Gospod, vaše poslanstvo tukaj, kako ste ga začeli, kako ste ga zastavili, kako poteka? Hvala lepa za vprašanje, za to, da sem tukaj. Malo moram popraviti. Župnik v Polani sem bil do 1. marca letos, 28 let. Iz zdravstvenih razlogov sem bil potem razrešen in sem se potem preselil v dom Daniela Halasa v Veliki Polani. Tudi tam je dom, ki je bil odprt letos in je začel z delovanje s 1. marcem in sem bil prvi stanovalec tam. Tudi pobudo sem dal za ta dom in je zgrajen na zemljišču, kjer je bila stara šola, ki nam je bila vrnjena, ampak v neuporabnem stanju. Nekaj časa smo razmišljali, kaj bomo naredili, in končna odločitev je bila to, da potem se tam zgradi dom. In hvala Bogu je uspelo to in tega sem zelo vesel, da tudi ta kraj in okolica ima svoj dom in sedaj ga vodi Caritas Slovenska in tudi je napolnjen. Ker pa je nekako se pokazalo, da je potreba tukaj večja po še enem duhovniku, tja je prišel mlad duhovnik, sicer tam tudi veliko dela, ker je, kot ste že omenil, prihajajo na grob Daniela Halasa in so tudi molitvena srečanja in že s tem je veliko dela priprav. Pa vseeno je, potem sem po prošnji gospoda Škofa se odločil, da grem s tem kaj v Beltince, pomoč župniji, in dana nam je bila možnost, da ali bivam v župnišču ali pa tukaj v domu. Odločil sem se za dom in ne obžalujem, sem vesel tega, kako lepo so me sprejeli, tako v župniji, kako tukaj,
in tako sedaj po svojih močeh potem pomagam. V glavnem moje delo je tem, da skupaj s temi stanovalci živim tukaj sem in potem skupaj da molimo. Enkrat tedensko imamo tudi tukaj sveto mašo, navadno je to ob četrtkih, ob 10. ali pa kakor se dogovorimo. No, posebej me je razveselilo to, ko sem prišel sem, da je to že bilo tu lepo organizirano, da tudi strani doma, osebje, torej da spremlja te naše stanovalce, ki ne bi mogli priti, ki so na vozičkih ali kakorkoli, in so tudi nekateri tukaj potem pri sveti maši, mislim tudi samo osebje tukaj, da potem je. In tudi to, da res vsak dan se zbiramo k molitvi, k rožnemu vencu, župniji pa potem pomagam predvsem z spovedovanjem in svetimi mašami. Kot stanovalec tukaj, pa tudi kot dušni pastir, imate razen maše pa molitve, skupni molitev tudi kakšne pogovore, kakšne osebne srečanja s stanovalci, potem pa tudi ste znan spovednik v cerkvi. A to zmorete? Je tega veliko? Hvala Bogu, sedaj še gre, ker je tukaj zelo, moram povedati, zelo dobro osebje, ki skrbi tudi za mene, posebno tudi glede zdravstvenih stvari, da še zaenkrat zmorem. Ja, za spovedovanje je tu veliko, posebno sedaj v času misijona in pa prvi petki, pa tudi drugače. In tudi sedaj po misijonu je še, tako da sem tega vesel, rad sem vedno bil tudi na prejšnji župnija na razpolago za spoved in vesel sem, da torej to delo lahko opravljam še naprej. Tukaj v domu pa tudi sem vesel tega, da so me lepo sprejeli in da tudi se pogovarjamo, mislim, tako izven tistega, bi rekli, uradnega, da nekje, koliko nam čas dopušča, pa tako naj si pri kosilu, naj si po kosilu ali pa tudi drugače, ko jih obiskujemo, so torej odprti. Tudi vsi bi rekel, tudi vedo, da sem duhovnik, pa tudi kateri so manj verujoči ali neverujoči, nekje so veseli, da se lahko pogovorijo z nekom oziroma tako najdem čas za njih. No, kot duhovnik, kaj bi rekli, kako varovanci tukaj doživljajo oziroma živijo svojo starost z tega duhovno-krščanskega vidika? A je to zelo prisotno krščansko vzdušje tukaj, meni polno upanja, polno povemo osebne vere, potem polno tudi molitev za druge, kako je ti, se to da kaj bolj konkretno opisati? Ja, gotovo, torej, ker to so večinoma ljudje, ki so bili dobro vzgojeni v vere, ki so tudi iz vere živeli. Seveda malo je zaboli ta prehod, nekatere je boleč, ampak ko pridejo sem in ko tukaj najdejo res dom, in se potem to tudi premosti. Zdaj kakšni posebni še skupin razen te molitvene, ki jo imamo tukaj vsak dan, ampak tudi to je že veliko pa lepo, nimamo, ampak moram povedati tudi, se mi zdi lepo, da vodstvo doma zelo lepo skrbi tudi za druge takšne stvari, prireditve, pa miklavževanje, naprimer, je bilo sedaj tudi Karitas je že tu bil, danes pokoledniki in tako, tudi to je za nas, ki tu stanujemo in za vse, posebno še ti, ki nekoliko več torej bolečine v sebi nosijo, eno veselje, duhovna osvežitev.
No, mogoče še to, kako vidite to obliko Karitasa, to sodobno, kot je tukaj v domu, kot moč cerkve za prihodnost? Ja, mislim, da je to zelo dobro, da je do tega prišlo, da zopet cerkev lahko tudi na tem področju deluje. In sem prav vesel in ponosen na to župnijo tukaj, kjer sem Beltince. Takrat sem bil, ko se je ustanavljal Karitas, dekan Lendavske dekanije, in prav tukaj se je začelo, tukaj so zelo delovali in zanimivo tudi, bi lahko rekli, v slovenskem merilu, takoj so vse ostale župnije pristopile in je v dekaniji, imamo vseh župnija že dolgo, torej župnijske Karitas. In bodočnost, mislim, da tu bo še veliko, torej dela ne bo nikoli zmanjkalo. Torej je, ker so tu razne problemi, stiske, težave, morda nekoliko še bolj, bi rekli, hude, kakor v drugih pokrajinah, čeprav tu zdaj ni bilo kakšnih elementarnih večjih nesreč, kot so bile poplave ali toča ali neurja, ampak so pa druge stvari tukaj, ker so mnogi ostali brez služb in tudi predvsem mladi ne dobijo. In občudujem te mlade, ki so tukaj tudi zaposleni, koliko res delajo, tudi se žrtvujejo, ne samo zato, da so tistih 8 ur ali kaj tukaj, ampak res so pri stvari, večina torej s dušo in srcem. Hvala lepa za vse ta poročila, za vse te vidike in veliko uspeha še naprej. In blagoslovene praznike. Ja, Bog plače, tudi jaz želim vsem blagoslovljene praznike, posebno še vsem trpečim, vsem, ki so od doma in živijo v domovi, kakor je tukaj. In Bog daj, da bi še tako naprej delali, posebno, da bi tudi karitativno delo res napredovalo in tudi tako potem uresničevali Jezusovo željo in potrebe cerkve. Hvala lepa, tudi da ste me povabili za ta pogovor. Z veseljem. Drage gledalke, dragi gledalci, z nami je gospa direktorica doma Janka Škrvana v Beltinci, diplomirana teologinja Blanka Ambrož. Najprej bo pozdravljeni, pa hvala za sprejem. No, vi ste tukaj direktorica od začetka. Kako ste zastavili vaše poslanstvo, vaše delo v tem domu? Ja, naš dom je začel delovati 26. marca 2008. Preden sem prišla delati v dom, sem upravljala čisto drugo delo v arhivu, ki v bistvu nima nobene povezave s tem, kar zdaj ustvarjamo in živimo. Pričakovanja so bila zelo velika. V bistvu nismo vedeli, kako, v katero smer, kako bomo šli, ampak počasi, dan za dnem, korak za korakom, smo potem počasi začeli dajati našemu domu življenje. Po približno mesec dni smo potem videli, zdaj lepo bo zadeva počasi šla naprej. Naš dom ima 84 stanovalcev in za njih skrbi 33 sodelavcev. Tako da smo mi, nismo majhen, nismo pa velik dom. Na začetku, vsekakor, ker smo vsi začeli na novo ustvariti ta dom, smo imeli kar nekaj težav, ki smo jih pa potem sproti tudi reševali. Če lahko povem, takoj prvi dan, ko smo dobili prvega stanovalca, se nam je zgodila nesreča, prometna nesreča na parkirišču. Gospod, ki je prišel, je prvi dan padel z postelje, tako da smo imeli policijo, Rdeči križ, vse je bilo na dvorišču. Ampak pravijo, če človek takole malo bolj strahu začne, da se potem dobro konča. In res je tako.
Začeli smo živeti, zelo hitro smo ugotovili, da v domu ni samo delo, ampak da je to poslanstvo. In to se tudi vsi trudimo. Naš kolektiv je zelo mlad kolektiv, imajo svoje srce odprta, pripravljeni so delati in to je bistvo za mene glavno. Kdaj ste dosegli današnjo številko 84 stanovalcev? Že meseca septembra. Koncesijo smo imeli za 76 ljudi, potem ko se dom napolni, lahko potem smo zaprosili še za 10%, to je potem za 84. Zelo hitro smo dom napolnili, povpraševanje je veliko, tudi zdaj. Naš dom pokriva celotno Slovenijo. Imamo stanovalce iz Primorske, iz Gorenjske, iz Dolenjske. Veliko naših ljudi je v mladih letih odšlo po svetu, no in na stara leta zdaj v dom, pa želijo v bistvu nazaj domači kraj. Imamo pa tudi nekaj takih stanovalcev, ki so se središča Ljubljane prav namenoma preselili v prekmurske kraje. Kako pa vi organizirate vsebinski del življenja? Kakšno vsebino dajete in preko kakšnih pobud in kako to poteka? Tako, naši stanovalci zjutraj, seveda najprej se kot pri vseh ostalih se naredi jutranja nega, se lepo uredimo, očistimo vse, kar je potrebno, pozajtrkujemo, potem pa sledi telovadba. Telovadba, ki je za naše stanovalce zelo, zelo pomembna. Telovadbe imamo porazdeljeno v prvem nadstropju, v drugem nadstropju in je potem tudi prilagodjena zdravstvenemu stanju in sposobnosti, koliko pač kdo zmore. To traja kar urco pa pol, potem sledi seveda branje časopisa, dnevni časopis, na kar pride na vrsto delovna terapija, tamle pa naši stanovalci ustvarjajo zelo lepe in različne stvari. Vse, kar v našem domu vidite, ustvarjajo sami. Lansko leto je bilo zelo takole, na prvem mestu so čistili orehe. To je bilo mesec dni smo čistili orehe, tako da niso hoteli nehati, ne. Potem trgamo kapilnico, obiramo lipo, izdelujemo različne slike. Prav posebej v našem domu delamo slike iz papirja, iz starega časopisnega papirja nastanejo res lepe slike. Stvari takele, no, ko človek tole gleda, da ne more verjeti, da je starejši človek to sposoben. In marsikdo v našem domu je tudi tukaj v bistvu začel živeti in spoznal in odkril še nekateri dar, ki ga prej sploh v bistvu ni uporabljal. Potem pride za kosilo, seveda za kosilo se trudimo, da vsi, kolikor se le da, da jejo skupaj pri mizi. Tako da v postelji ostanejo res samo tisti, ki ne morejo iz postelje. Drugače pa vse, kar se da, damo k mizi. Pa jih pripeljete na vozičke? Ja, na vozičkih jih pripeljemo, damo k mizi, seveda pomagamo pri prehranjevanju, ne. Drugače pa kar se da, pa vse damo zmeraj iz postelje. Tako da so skoraj vsi v nenehnem gibanju. Seveda je to za naše oziroma moje sodelavce velik zalogaj, ampak se trudimo, da tega ne bi opustili, ne. Ker se tako tudi ohranja in motorika in miselne dejavnosti, vse, ja. Popoldan ponavadi, takole je zanimivo gledati, so se nekako, če lahko rečem, odomačili, ne. Tamle od 1 pa do pol 3 je ponavadi počitek, ne. In tudi nimajo radi, če jih kakorkoli motimo. Imamo zelo veliko obiskov, seveda, naša vrata so zmeraj odprta, takole, da bi imeli ure za obisk nimamo. Kdor ima čas, tudi če samo za 5 minut, zmeraj lahko pride. Potem pa se že ve, da se ne morati delovni proces, mogoče zvečer, ne, da se potem umaknejo. No, kako pa tukaj preživijo vaši varovanci uro po siesti, po italijanski siesti, po popoldanskem počitku? Po počitku ponavadi pridejo svojci na obisk, veliko domačinov pride, tudi če mogoče grejo samo v trgovino, se ustavijo, majčkam poklepetajo in grejo naprej, ne. V mesecu decembru pa ni, ko bomo rekla, časa za počitek, ker imamo skoraj vsak drugi dan prireditev. Nekako so tudi teh prireditev veseli, posebej vse, kar je združeno s pesmijo.
pesem človeka gane, ne glede, kako je zelo kdo bolan, kakšno bolezen ima, vsaki na glas bude reagira. Ne? In to se mi zdi je najbolj čudovito, ko vidiš, da solzica preteče, ne? Ko se roke začnejo tresti. To je pa največji dar nam, ki z njimi delamo. No, tak prvi vtis je, ko pride človek v ta dom, da so to tako sproščeni, veseli obrazi. Čemu to pripisujete? Veste kaj, zmeraj sem si osebno želela, da ne bi izgledalo v domu kot v bolnici. Torej, da je domače, da je občutek domačnosti, da se pa seveda po domače ne dela, ne? Da ostaja ena strokovnost in kvaliteta, ki jo gradimo, ker vsi, ki so tukajle doma. In ta občutek morajo vsi imeti, da so res tukajle doma. Potem, da so tudi naši, oziroma moji sodelavci, da so spoštljivi, korektni do stanovalcev. In potem se tale odnos počasi začne graditi. Ker za mene osebno, karkoli se domu naredi, je prvo to, človeški odnosi. In na tem res veliko delamo. Učijo se, pridni so, vložijo res vse, kar imajo. Pred nami je praznovanje. Zadnji teden v decembru naredimo prav delavci za naše stanovalce takole novoletni ples, če lahko takole rečem, ne. Pripravijo igrice, skeče, z njimi zaplešemo, nazdravimo in potem je to za njih res višek celega leta. No, zdaj še eno tako zelo osebno vprašanje. Vi kot direktorica, čemu posvečate največ časa? Ali snovanju prihodnjih projektov, torej te duhovni pa drugih, ali organizaciji doma, ali odnosom z uslužbenci, ali odnosom z varovanci, ali tudi date veliko pozornost na to, kaj ljudje pravijo, kaj se sliši od zunaj, kje ste najbolj zavzeta oziroma najbolj občutljiva v smislu, da vam največ pomeni za dom, kako izboljšati stvari. V bistvu čisto vse, kar ste omenili, vse počasi moramo graditi naprej, ne. Prvo, kar je pa za mene osebno, je pa odnos z mojimi sodelavci pa stanovalci. Na tem zelo veliko naredim. Moram povedati, no, da grem vsak dan, zjutraj, popoldan, kadarkoli se da, tudi zmeraj vse pregledam, poklepetam z njimi, ne. Tako da dostikrat mi papirnate stvari ostajajo na mizi. Ampak to sem jaz osebno postavila na prvo mesto. Tudi potem, da gremo naprej, da gradimo, smo odprti nazven, za kakršnokoli stvar pripravljeni, da skupaj delamo, no in tle se že prvi rezultati vidijo. To pa, kar ste menili, kar ljudje povejo, to je pa tudi zelo tako subjektivno, ne. Nekateri pohvalijo, nekateri pokritizirajo. Če je kritika dobronamerna, vsekakor jo sprejemamo, ne. Drugače pa treba narediti korak in iti naprej. No, vi ste tudi teologinja, to pomeni oseba, ki strokovno spremlja življenje cerkve, pa tudi lahko tudi strokovno oceni, kako je poslanstvo cerkve oziroma življenje cerkve nekje na višini, potem pa tudi, da vrši svojo osnovno nalogo oznanjevanja, ne. No, kako se dom vključuje v to kompleksno prisotnost cerkve v neki družbi? Jaz bom tako rekla, jaz sem zelo vesela, da se v okviru cerkve, da so začeli delovati domovi, tudi vrtci, ker glede na življenjske smernice, kako potekajo, treba tudi mogoče v cerkvi določene stvari spremeniti. In če pogledamo, koliko ljudi vključimo, zdaj samo, da smo naprimer odprli dom, ne, je to velik prispevek v okviru cerkve. Mi krščanstvo izvajamo svojim delom, svojim življenjem, vsako jutro, ko prideš, ko se z njimi družiš, to živimo, kar cerkev oznanja. Torej ni samo na papirju, ampak to v bistvu udejanjimo. In to je zelo velik in glaven prispevek, kar je, ne. Tudi, naprimer, če bo šlo tako naprej, da bomo mogoče tudi začeli z vrtcem, spet dobimo otroke, dobimo njihove starše, svojce, ne, in vse te stvari se med seboj prepletajo. In to je v bistvu nekaj najlepšega, ne. Imamo, če lahko takole rečem, Jezusa na sredi med nami. Bi še kaj povedali za naše gledalke pa gledalce?
Najprej se zahvalim, da ste nas obiskali, drugače bi povoščila blagoslovljene božične praznike. Naša vrata so odprta, pridite, poglejte in bomo poklepetali. Hvala za pogovor. Hvala lepa tudi vam.